Rezultat sam se mi zdi mogoče malo previsok, glede na ne vem, kvaliteto obeh ekip, glede na, pa bom rekel, po nekih segmentih, tudi na našo igro. Jaz mislim, da smo mi zelo dobro odprli srečanje prvih 25 minut, bili veliko boljši od Hajduka. Nismo se niti, moram reči, fanti so fenomenalno odreagirali na atmosfero, na ambient na stadionu, ampak drugi del prvega polčasa smo padli v neko črno luknjo, ki meni trenutno, moram reči, da niti ni razumljivo, ne vem, kaj se je zgodilo s takimi napakami individualnimi, da smo praktično sami sebe premagali v teh 20 minutah, podarili Hajduku, pa bomo rekli 3 gole, prve 3, zdaj po rezultatu 4-1 že po polčasu, je težko zdaj pametovati, da enostavno ni bilo toliko slabo, ampak dejansko res mi smo imeli neke priložnosti tudi v drugem polčasu, imeli fantastičnih prvih 25 minut in zdaj, se pravim, težko je reči, da si enakovreden, ampak po igri mogoče celo, ampak s takimi individualnimi napakami v tem v drugem delu prvega polčasa je tekmo nemogoče na polju dobiti. Ja, se pravim, da enostavno težko, mogoče se bo smešno slišalo, da enostavno mi nismo bili toliko slabi, kakor to kaže rezultat. Pozitivnih stvari je ogromno, moram reči, da se je veliko kvalitetnih stvari videli znotraj kot ekipa, kot celota, tudi posamezniki, ampak po drugi strani pa toliko negativnih, da enostavno, če hočemo biti, bomo rekel, ekipa na malo višjem nivoju, se take stvari ne smejo dogajati. Dobro, zdaj, kar se tiče tega, mi v primerjavi s Hajdukom smo nekje v 14 dni v zaostanku, kar se tiče pripravljenosti, čeprav moram reči, da mogoče to niti ni bil poglavitni razlog, ampak enostavno v teh 20 minutah zadnjih prvega polčasa je bilo toliko individualnih napak v zadnji liniji, da v celotni obrambi, bom rekel, da enostavno ekipa, kot je Hajduk, pač to kaznuje. In tukaj moramo biti na višjem nivoju, to je definitivno, če hočemo kakorkoli resno kakšne stvari narediti naprej.